Dobro dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Sem Suzana Kož, z menoj v studiu pa danes 4 gostje, s katerimi bomo govorili o drugem krogu iskanja mandatarja in o histeriji v politiki, vsaj jaz vidim histerijo v politiki, ki že spominja na čas koalicije KUL oziroma čas tretje vlade Janeza Janše. V studiu pozdravljam 2 aktivna politika in 2 nekdanja ministra, ki sta danes z nami v vlogi političnih komentatorjev. Iz politike so z nami gospod Janez Cigler Kralj iz NSi, gospod Luka Goršek iz SD. Iz, bom rekla, fotelja komentatorskega pa je z nami gospod Andrej Šter. Bili ste med drugim tudi notranji minister v vladi Janeza Drnovška. In gospod Igor Lukšič, profesor FDV, nekdanji minister za šolstvo in nekdanji šef Socialnih demokratov, zato smo vaju posedli tudi skupaj. Pa bi mogoče začela, gospod Lukšič, z vami. V enem od javnih nastopov ste dejali, da bo najverjetnejša vlada, vse tako kaže Janeza Janša, 4. po vrsti, nestabilna in da bo imela najnižjo moralno kredibilnost v zgodovini. Pa bi vas prosila, če lahko nekratko poveste, zakaj, in potem bom prosila še tudi gospoda Štera, da bo pokomentiral to vašo oceno. Glejte, kljub temu, da te izjave nisem nostrificiral pri notarju, ne šteje nič, ker v tej politiki, kot vidimo, izjave iz preteklih dni nič ne štejejo. To je zdaj za hec. Jaz mislim, da cel volilni rezultat je tak, da ne bo Janezu Janši ali pa katerekoli drugi vladi omogočil neko tako sorazmerno mirno vladanje, kot je bilo v tem mandatu. Ta mandat, ki se zdaj izteka, je res imel neverjeten mandat oziroma neverjetno moč v parlamentu in pravzaprav se ga ni dalo zatresti, kaj šele, da bi ga zamenjali ali pa da bi grozila kakšna možnost po konstruktivni nezaupnici. Medtem ko v tem mandatu se to na nek način zdajle še ne nakazuje, ampak glede na dinamiko v politiki je to seveda možno. Tako da je izhodišče je v tem smislu zelo slabo stališče stabilnosti. Je pa seveda treba računati na to, da imamo zdaj izkušene ljudi. Recimo Nova Slovenija je s to ekipo, ki je zdaj kar usposobljena, bila je v vladi, ve, kako je z Janezom Janšo biti v koaliciji. No, pa tudi Janez Janša ve nekaj več o politiki kot gospod Golob, ne? Tudi naučil se je voditi neko vlado manjšinsko, ne? Tako da ve, kateri so prijemi, s katerimi se da peljati en del mandata, saj dokler ne bo zadeva postala preveč turbulentna, stabilno. Tako da, če povzamem, izhodišča so zelo slaba, glede na volilni rezultat, ampak glede na izkušnje bi pa lahko ta mandat oziroma Janez Janša bistveno bolj peljal kot kdorkoli iz leve sredine, ker leva sredina nekaterih metod enostavno ne pozna in ne zna uporabljati, ki jih pa Janez Janša zna. No, izognili ste se odgovoru ali pa delu odgovora glede moralne kredibilnosti, pa bom dala besedo gospodu Šteru. Kaj vi mislite o tem, da bo ta vlada z najnižjo moralno kredibilnostjo v zgodovini? Znano je, da politiki pozabljajo na svoje besede tudi iz volilne kampanje, ampak ker se vedno ponavlja fraza, politika je umetnost možnega in v tej situaciji, kakršna je, se v bistvu zdi, da se Janezu Janši odreka pač, da poskusi sestaviti vlado, če temu pač ni uspelo, če to ni uspelo gospodu Golobu. Gospod Šter. Ja, torej od tega, kar je povedal kolega Lukšič, se vsekakor strinjam, da je Gibanje Svoboda in Robert Golob sta začela mandat z neverjetno močjo v parlamentu. In po mojem mnenju tega niste izkoristila, tega tudi koalicija ni izkoristila, zato ker je bilo, torej
moč je pripisati to neizkušenosti, bolj neizkušenosti kot pa kakšnim znotraj koalicijskim razprtijam, ampak večina, kot je bila, je obetala, da se bojo zgodile res velike stvari in da bo na koncu rezultat. No, ta rezultat je po mojem prepričanju izostal in moralna kredibilnost Golobove vlade se je pokazala v tem, da so ji volivci namenili 13 mandatov manj kot na začetku, kar ni bilo mogoče prikriti niti z eno tako skoraj do volivcev žaljivo akcijo, takoj po volitvah zmagali smo in mi bomo in ob podpori zelo torej tistega servilnega dela medijev je to trajalo en dober teden. Potem je pa tista zmagovita lajna prenehala in pravzaprav Goloba skoraj do danes ni bilo videti, slišati komaj kaj. Tako da jaz mislim, da moralna kredibilnost je potencialni novi vladi dana, seveda je pa odgovornost velika. In jaz mislim, da tole, vsaj kot jaz vidim nastajanje te vladne koalicije, je obetavno zato, ker se očitno vsi brez izjeme zavedajo, da tega ne morejo početi pred kamerami ali vsak s svojim mikrofonom, ampak zaenkrat poteka po posameznih korakih in tako, da pravzaprav lahko sklepamo, da nastaja tudi vsebinski del programa. Janez Janša je pa politik, ki očitno se pripravlja na svojo 4. vladno avanturo. Za Slovenijo bi bilo dobro, da bi bila ta uspešna. Zato, ker še en tak razcefran in neurejen mandat bi bil še dodaten padec v globino. No, sicer verjetno gospod Lukšič, ko je govoril o nemoralnosti, da skrajšam, je verjetno misli tako gospoda Logarja kot Zorana Stevanoviča, ki sta govorila, da ne bosta šla v vlado Janeza Janše. Veste, kako se tle cel kup izjav bilo rečenih. Recimo Janez Janša je govoril o tem, da bo šel v koalicijo z volivci in da bo skupaj z Novo Slovenijo sestavljal vlado, samo če oni skupaj naredijo. Se pravi, on je tle tudi dal neko, recimo, programsko izjavo, ki če zdaj po moralnih kriterijih merimo, je to ne sovpada. In seveda Stevanovič in tako naprej. Jaz sem se prej šalil, sem mislil, da je to zadost odgovor, ampak sem pozabil pol, da seveda gledalci ne gledajo vseh mojih izjav. No, ampak glede na to, kar sem že dejala, če je politika umetnost možnega, poslušala sem oddajo Studio ob 17, v kateri ste tudi sodelovali še z 2 političnima analitikoma in ste govorili o nevladljivi situaciji. Se pravi, če je volilni rezultat takšen, kakršen je potem kaj? Je treba pojesti zaračenega kruha veliko, pekarna zaračenega kruha ima veliko dela. Gospod Goršek, odhajajoča koalicija, tudi na obrazih se vam pozna, da ste zelo razočarani, da se boste mogli posloviti od oblasti, ampak kaj je po vašem potem pravzaprav rešitev? Kaj je še druga stvar, če ne vlada Janeza Janše? Jaz bom začel pri tem, da se zdaj mogoče moje kritike iz preteklosti zdijo malo bolj smiselne, ker tudi v tem studiu smo se velikokrat pogovarjali, kaj se potencialno lahko zgodi in to se je zgodilo. Prej gospod Šter omenil pač, da je določeno obdobje bilo precej kaotično pri tej vladi in jaz bi tukaj drugače rekel, ne, mi smo izgubili te volitve oziroma izgubili 13 mandatov, ker so se posamezniki in posameznice v tej vladi pač obnašali, kot da so pijani od oblasti. Niti ne toliko zaradi rezultatov kot takih, ne, ker neki rezultatov je ta vlada vseeno dosegla. Je pa pri nekaterih malenkostih, v bistvu, za katere jaz ne smatram, da so malenkosti, smo pa pač, ali pa so padli na izpitu, ne, samo spomnim, nekateri so se izogibali novinarskim vprašanjem, so se obnašali arogantno do posameznih medijev in ljudje so alergični na te stvari, ne. In tukaj levica mora enostavno razumeti. Zdaj, če rečemo nekateri, to je predvsem strani Gibanja Svoboda. No? Seveda, ja, sej v bistvu jaz sem sproti vedno kritike namenil in evo, smo prišli do tega, kar sem jaz tudi v tem studiu opozarjal, da se bo zgodilo, da bo Janez Janša še 4. premijer s takim načinom. Ne? In tukaj v bistvu se bomo mi mogli v tem mandatu vprašati, očitno bomo imeli veliko časa,
na katerem delu se mora levica dejansko zdaj resignirati oziroma se na novo postaviti, prepričati nekatere posameznike, ki so tudi šli iz politike, ker smo tudi v tem mandatu pokazali, da se stroka ne ceni, in se potem pripraviti na nove volitve. Kaj je alternativa? V tem momentu je desnica dobila minimalno 46 glasov očitno, kot vidimo in razberemo iz medijev, je očitno, da v bistvu so že skoraj sestavili vlado. In alternativa v tem momentu, mi nimamo dovolj glasov. Se pravi, ni alternative. Niste za volitve prečasne. Mislim, lahko gremo na volitve, ampak jaz verjamem, da v bistvu od tega profitira samo SDS. Oni imajo to volilno bazo, ki gre v vsakem primeru voliti. Kolikor pa smo se pogovarjali, pa alternativno obdobje nekje po poletju, ampak v bistvu še poletje, da bi bile volitve. Se pravi, bo samo SDS profitiral iz tega. Samo veste, kaj je tle ključna stvar, to tukaj na kolega Kušter opozoril. Ne smemo se igrati z državo. Ne, mi smo imeli volitve in zdaj je na strani elite, da upošteva ta rezultat in iz njega nekaj naredi. Pa se vam zdi, da politična elita, ali pa vsaj na levi strani se vam zdi, da to upošteva, ker se je že začelo pač nagajanje na vsakem koraku. Jaz mislim, da SD je izkazal to kritiko, to, kar je kolega Goršek rekel, ker je imel znotraj sebe tudi neko kritično maso in kritičen odnos do tega, kar je počela levo-sredinska vlada. Problem so tiste dve stranki, ki nista imela refleksije realne o tem, kaj se dogaja. In zato zdaj težko požrejo ta rezultat. Ker težko pristanejo na to, da so oni rezultat tega rezultata. Oziroma, da so oni sproducirali ta rezultat. Da ni prišlo do neke napake. Ampak da je to rezultat umanjkanja nekaterih potez, oziroma to, kar je kolega Luka govoril, napačnih potez, arogance in tako naprej. In zdaj pač so na potezi kolegi z druge strani. To je treba vse akceptirati. Kaj se bo pa politično naredilo za to, da bi vsak tudi v tej konstelaciji uveljavil čim večji del svojega programa in, če hočete, poslanstva, svojih interesov, to je pa zdaj naloga iz vloge opozicije. Gospod Cigler Kralj, ker se vsi strinjamo, ali pa vsi verjamemo, da se bo pa zgodila še četrta vlada Janeza Janše, se marsikomu postavlja vprašanje, ali boste lahko brzdali njegove verjetne maščevalne poteze, oziroma pričakovati je, da bo pač slekal ovčjo kožo, v katero je bil oblečen sedaj. Mislim, da se je že večkrat uporabljala ta zgodba o škorpijonu, ki piči žabo, ki ga pelje čez reko, Koliko to lahko vas stane? Mislim, že na začetku je prišlo do spora, govorim o imenovanju sodnikov in glasovanju demokratov na komisiji za kadrovsko mandatno vprašanje. Ja, ali se bojite tega? Lejte, ker to lahko vpliva tudi na dolžino mandata vaše vlade. Vedno je ta nevarnost, jaz za drugega ne morem nič jamčiti, To je že dr. Andrej Bajuk vedno rekel, on še zase je rekel, zase ne morem dati roke v ogenj, kaj šele za nekoga drugega. Kakorkoli, mislim, da že sam sistem koalicijskih vlad, sklepanja koalicij in tako naprej prinese neko možnost checks and balances in mi smo malo starejši, kot smo bili v prejšnjih 3 vladah in smo se gotovo česa naučili. Smo se naučili, da je treba kaj že vnaprej tudi doreči in dogovoriti in tako naprej. Sam jaz bi opozoril na to, da smo vsi skupaj že par korakov prehitri. Ta bodoča, potencialna četrta Janševa vlada ni še fakt. To še ni fakt. Stvari grejo počasi, stvari grejo potem, ko je pač leva opcija ugotovila, se najprej soočila s svojim šokom, se mogla prešteti, postaviti, zdaj le še predelujejo, se mi zdi, ta dejstvo, o katerih so predhodniki spregovorili in tu se je začel na drugem nivoju, niti, če lahko upozorim, ni bil tisti, ki bi začel z aktivnostmi za sestavo vlade sam Janez Janša tokrat. In to je neka nova realnost, ampak je tu bila veliko večja aktivnost opažena, ne govorim samo po svojem, ampak tudi po odzivu medijev in javnosti, aktivnost Jerneja Vrtovca pri poskušanju spraviti skupaj nek ta sredinski blok.
po moje je dober lahko rečem, zalet z sestavljanjem trojčka NSI SLS Focus in tudi dober odziv ljudi, zelo dobro smo zmotivirali to bazo spečo in potem smo začutili, da tu bo treba dati enega playerja na prizorišče, politično prizorišče, ki bo to pozicijo pač znal presekati. Če hočete ta dva pola minus plus, ne, ki se odbijata, je pač treba na nek način poskušati najti, kje bi lahko bila pol tista presečna množica, ki bo imela 46 in več glasov. In Jerneju mislim, da je to zelo dobro uspelo, skupaj z na eni strani demokrati, na drugi strani z resnico. In mislim, da smo s tem razvojnim zakonom pač naredili eno platformo in potem, če gremo natančno, se mi zdi, da se je nekako tudi SDS zelo previdno začel priključevati in mislim, da zdaj smo tu našli z nekaj koraki tudi glasovanje v državnem zboru, smo našli neke zametke, ki bi lahko vodili do desnosredinske koalicije. Še enkrat, nikakor pa to še ni fakt. No, v javnosti prevladuje vtis, da se kar precej dlje od tistega, kar komunicirate javno. Ampak kar sem vas vprašala, pričakovati je, da bo gospod Janša, kot sem rekla, slekal ovčji kožuh, ki se ga je nadel. Vi ste rekli, da ste se nekaj naučili in da se je določene stvari treba vnaprej dogovoriti. Ker javno govorite, da niste zraven pri tem, kar se pogovarjajo šefi strank, kaj je po vašem osebnem mnenju treba dogovoriti? Česa ne bomo? Ne vem, da se ne bi ponovil pritisk na STA, na RTV, znan je tudi primer evropskih delegiranih tožilcev, za katere pravzaprav javnost ni vedela, zakaj se tako zapleta v času tretje vlade Janeza Janše, v kateri ste bili tudi vi. Na koncu so celo ti tožilci isti bili imenovani, kot so bili na začetku. So bili, ja. Vmes je bil pa zamenjan pravosodni minister. Ja. Povejte samo to, kar sem vas vprašala. Česa bi si vi želeli, da ne bi bilo? Lejte, z vidika NSI-ja je ključno to, da smo se mi naučili pač uveljavljati, pa tudi braniti svoje interese. In sam ocenjujem eno večjih napak v zadnji vladi, ne glede na to, kdo bi jo vodil, je to, da mi nismo pač takrat postavili zelo na trdo ob porazu na Vizjakovem referendumu. Se mi zdi, da tam bi se ključno NSI lahko postavila kot tista branilka ene razumne, dostojne politike, ampak v redu, to je zdaj mimo, to smo prešli in iz tega smo se nekaj naučili. Sam mislim, da pač mi moramo biti tisti, ki skrbimo za red, dostojnost, dostojanstvo, tudi nek nivo kulturnega dialoga, ne, in na to tudi opozarjati. Hkrati pa skrbimo tudi, in to smo se dokazali do zdaj, za operativnost. Smo na vseh resorjih, ki smo jih do zdaj kadarkoli v vladah prevzemali, pokazali eno presenetljivo operativnost, ki jo ljudje niso pričakovali in do takrat videli, in jaz mislim, da je to naša naloga. Ne? Na koncu ljudje so jasno povedali, da po tem kaosu teh 4 let, ne, po tem, kako bi temu rekel, res taki entropiji, dogajanja na vseh nivojih, gospodarstvo, družba. Poglejte, jaz sem politolog in prvi mandat sem bil parlamentarc. Jaz sem videl, da ključni ljudje, in o tem je kolega Goršek prej že govoril, ključni ljudje z ogromno politično močjo, kar direktno, ne, recimo predsednica parlamenta, tu ni bilo filtra med, bomo rekli, zasebnim, čustvenim, poslovnim, profesionalnim. Ne. In to, a veste, to je nevzdržno. Politika je obrt, to je že stara resnica, in obrt je vedno elegantna. Kjermu obrtniku greste vi po izdelek ali storitev? Tistemu, ki vidiš, da so stvari urejene, da on ločuje svoje zasebne pa osebne neke preference in ki se profesionalno loti svojega posla. In politiki smo dolžni držati ta nivo. In tega zdaj ni bilo. In ko smo mi na to opozarjati, pazite, smo bili obtoženi, da jih ne sprejemamo osebno, da smo ne vem kaj, kaki fobi, ne, da smo sovražniki vsega dobrega, človeškega in tako naprej. To je nevzdržno in to moramo spremeniti. Gospe Urška Klakočar Zupančič ni več v parlamentu. Vi ste dejali, da ne boste recimo tako poslušni, kot je bila na primer SD v tej koaliciji, če sem vas prav razumela. Gospod Šterh, želeli ste besedo? Ja, no jaz bom izhajal iz tistega, da je politika umetnost možnega, a ne?
ampak osebno bi se pa najbolj trudil, ali pa upam, da se bodo ljudje najbolj trudili, da kakšne slabe prakse iz tega mandata ne dobijo domovinske pravice tudi naprej. Naprimer, da bi katerikoli politik šel na televizijo in rekel, no, veste, tle se bomo pa znebili tistih, ne? In vsi drugi, vsi, ki mi ne verjamejo, so pa fašisti. To jaz mislim, da je ena taka zla praksa, ki ne koristi, torej volitve so pokazale, da ne koristi niti tistmu, ki jo je začel, ampak na koncu zagnusi politično življenje normalnemu volivcu. Jaz obetavno se mi zdi, da je desna opcija ali pa desna politika dobila veliko podporo med mladimi volivci. To je dobro. Pa bom še en primer povedal, ki si ga ne želim vnaprej. Jaz sem prepričan, da bosta oba kolega iz SD-ja se spomnila, kako je brutalno bil njihov predsednik poslan k enemu podjetju, kjer so se obetale odpuščanje delavcev, ampak preko medijev tega ne narediš koalicijskemu partnerju. To narediš tam, kjer si despot. Ja, pa tudi na svojemu ministru. In tako po predsedniku vlade. Pa jaz moram reči, da takrat bi si skoraj normalno bilo predstavljati, da pride do razpoke in razkola. Ok, gospod Han je bil gospod in je ostal gospod, ampak takih eskapad ne potrebujemo v politiki. Ne potrebujemo zato, ker sicer odženemo tiste sposobne in tega se je zabati. Tako bom dala besedo samo še, tukaj bi dodala eno izjavo gospoda Lukšiča, ki je med drugim tudi že dejal, ker sem vas spremljala te dni, da bo imel gospod Janez Janša težave z javnostjo, če ne bo obvladal svojega karakterja. Povejte, kaj vi mislite, katera stvar bo, katera stvar bo tista, zaradi katere bo javnost meri civilna družba. V vseh mandatih se je pokazalo, da je Janez Janša targetiral nekaj ljudi, ki so mu v neki karieri škodili. Jaz se spomnim enega, ki je bil sekretar za SMS-ja in ko je prišel na oblast Janez Janša 2004, ga je že takoj, pa je bil za promet oziroma za varstvo v prometu zadolžen. Se pravi, nekaj benignega je počel tam na nekem ministrstvu, z mladimi je delal in ga je zamenil. Mislim, te zadeve, pa ne govorim še druge stvari, ki jih ima tudi javnost v spominu, ali pa recimo, ko se spravi osebno na novinarja, ki je nekaj objavil o njem ali pa o stranki ali pa karkoli, s čimer se ni strinjal. To je zelo podobno v temu spada, o čemer je gospod Kralj govoril. Se pravi, če ti gre nekdo na živce, potem se ne ukvarja z njim osebno kot predsednik vlade. Saj imaš ti mehanizme, s katerimi lahko daš jasno vedeti, da ti nekaj ni všeč, ali pa stranke ali karkoli, ne pa da kot osebno to vzameš. Se pravi, to je nekaj, kar je zelo moteče pri njem in jaz pričakujem, da bo končno enkrat opustil to prakso, ker bi to bilo za Slovenijo dobro. Ne zaradi tega, ker bi njemu želel, da zmaga spet na naslednjih volitvah, ampak zaradi tega, ker bi bilo to za Slovenijo dobro. In v tej vlogi kot predsednika vlade si želim za Slovenijo, da imam tazga predsednika, na katerega bom lahko čim bolj ponosen. Ja, k temu, kar je kolega Šter prej govoril, bi dodal še to, on je rekel z načinom, tega ideološkega boja in označevanja nekih delov naših državljanov, nekih skupin za sovražnike, fašiste, nezaželene, škodljivce in tako naprej. Ne samo zagnusiš ali pa priskutiš politiko sposobnim in tistim, ampak na drugi strani razsuješ sisteme. In to smo zdaj videli v tem preteklih 4 letih. Razsuta je policija, razsuto je zdravstvo, razsuta je dolgotrajna oskrba. In to vse v škodo potem potencialnih ali pa že obstoječih uporabnikov. In to je problem. To je tisto, kar smo v opoziciji pač imeli priložnost slišati in smo tudi razumeli sporočila ljudi, strok,
ne vem, združenj gospodarskih in drugih, obrtniških in tako naprej, ki so nekako, a veste, gospodarstvo samo po sebi ni, čeprav levi rečejo, da je vedno desno. Gospodarstvo ni ne levo, ne desno. Gospodarstvo je pragmatično. Gospodarstvo hoče urejene razmere, gospodarstvo hoče predvidljive razmere. Če je leva vlada, vejo, da bojo malo višji davki, malo več države, malo več bojo plačali, ampak če vejo za 10 let naprej, kaj jih čaka, potem se oni temu prilagodijo. Zdajle pa ni bilo tako. Zdajle pa, če so rekli, dajte prosim, ne nam vsako leto spreminjati pravil igre, so slišali, tih bote bogataši, jahtari, ne vem kaj, ker pač nimate vi kaj zagovoriti, mi vemo, kaj delamo. Ta aroganca ti pa potem odžene, priskuti in razsuje sisteme vzloti in to bomo imeli velike probleme, da mi to zdaj popravimo. Sedaj ste videli že tudi presečnih kritik tako strani sindikatov in marsikoga drugega zaradi tega interventnega zakona za razvoj Slovenije. Kritični so tudi ekonomisti, je pa zelo veliko ideologije tudi pri teh kritikih ekonomistov. Pa bom nadaljevala z vprašanjem, gospod Goršek, vi ste hoteli nekaj dodati. Ja, v bistvu sem se sam hotel navezati na izvajanje in gospoda Štera in gospoda Janeza. Se mi zdaj načeloma vidva lahko opozarjata na napake, ki so bile storjene v tem mandatu, mi dva mogoče opozarjamo na to, kar je bilo storjeno v mandatu Janeza Janše, ampak skupek vseh teh ugotovitev je pa to, da imamo dva politika v tej državi, ki sta vozila oziroma precej podobno sta vodila državo v dveh mandatih. Zdaj, če smo čisto iskreni... Dajte še ime tema dvema politikom. Robert Golob in Janez Janša, vse to je dejstvo. Zdaj pa pol tukaj vprašanje, predvsem za vas, mi imamo isti problem. SD in NSI imata isti problem. V teh koalicijah smo mi v podrejenem položaju zaradi števila poslancev in vpliva znotraj koalicije in tako dalje, ampak se bo resno treba potem vprašati, zakaj smo še vedno konstantno v teh težavah oziroma v teh situacijah. Ker še enkrat, to sta dva politična lika, ki funkcionirata relativno podobno. Od odnosov do medijev, prej ste rekli, razsuta policija, ja, dragi moje, 2020, 2022. Potem druge institucije, zdravstvo, odnos do vodenja države, do posameznih institucij in tretiranja vseh teh je bil podoben. In zdaj pa ne vem, jaz upam to priznati, upate vi priznati, da imamo isto težavo in da sta ta dva liderja, ki bi se žal mogla umakniti. Jaz verjamem, da bi se ona dva mogla umakniti iz politike. Ker potem tudi mi dva bi lažje sodelovala. S katerokoli stranko, če bi se ta dva umaknila, bi mi lažje sodelovali. In bi veliko bolj projektno sodelovali. No, jaz bi rekla, da v bistvu niti ne dopuščate sodelovanja, da bi poskušali, če je mogoče zdaj Janez Janša se spremenil, dozorev na stara leta, ker a priori zavračate sodelovanje z njim. Ampak gospod Cigler Kralj, v parlamentu bo v ponedeljek, mislim, da je seja za ta interventni zakon, delate isto, kar je delala prejšnja vlada. Se pravi, ta vaš interventni zakon ne bi začel veljati s 1.7. Mislim, sem slišala, da temu ne bo tako, da se bo uveljavitev zamaknila ali ne drži. Glede, interventni zakon je poslanski zakon. Je zakon, kjer sem jaz sicer prvo podpisani, ampak je to vsebinska platforma, ko sem prej razložil, med sredinskimi... No, bilo vam je svetovano, kot jaz vem, je bilo svetovano, naj se s 1.7. ne uveljavlja sredi leta. Med sredinskimi strankami in poskus iskanja pač presečnih tem ali pa ukrepov, ki bi lahko pripeljali skupaj mogoče precej na prvi pogled različne politične sile. Zdaj, te očitki sindikatov pa opozarjam nekaterih ekonomistov, ker eni ekonomisti so, lahko rečem, kar precej navdušeni vsaj nad večino ukrepov, ne? Tudi tu pri vas v studiu smo bili, ko sta ekonomista Jaklič pa finančnik Simič rekla, da je kar zanimiv zakon, ne? Da je veliko ukrepov dobrih, da je nekaj stvari treba še dodelati, mi to slišimo. Bil sem tudi, recimo, ne vem, na očitke sindikatov, ne? Ali pa Luke Mesca, ki pravi, brez socialnega dialoga gremo v to. To ne drži. Jaz sem bil na ekonomsko-socialnem svetu 17. aprila. Nisem bil tam prvič, ker sem nekoč pač po funkciji bil celo poslovodeči eno leto in smo 2,5 ure bili na točki sprejemanja dnevnega reda, zato ker so sindikati tamle pač imeli jaz ne vem kaj, ampak parado kazanja svojih mišic, v smislu, da sem jaz tam slišal vse smo bili, ne? Jaz kot predlagatelj, vse drugo, sam ne pač poslanc Državnega zbora v času, ko še ni pač nobene koalicije in vlade, ko imamo odhajajočo vlado in kako smo škodljivci in tam. In tam smo slišali, pazite, ker ste rekli,
da izzivamo, pa da bo upora. Ne. Tam smo že slišali jasne napovedi, da v vsakem primeru, če bo neka desno-sredinska koalicija, ne glede na zakon, ne glede na karkoli drugega bomo naredili, bojo pač sindikati na ulice šli. In kolesa niso samo, da jih pumpajo, ampak kolesa so napumpana. In ulica je pripravljena. Mi smo se pa naučili v NSI-ju, pa upam, da bojo kolegi iz Demokratov pa resnice tudi toliko robustni. SDS mislim, da tu je ekstra robusten, ne? Da se tega pač ne ustrašimo naprej. Mi pač vemo, kaj smo se zavezali pred volitvam in mi smo se zavezali, da bomo poslovno okolje uredili. Ampak odgovor na vprašanje je, da se bo zakon dejansko uveljavil s 1.1.2027 ali ne? Kdaj se bo zakon uveljavil, še ni čisto dogovorjeno. Mi smo zdajle v snovanju amandmajev, čakamo še na mnenje zakonodajno-pravne službe, to je kar ključno mnenje, ne, ki ga je treba pol preštudirati, če pripravite amandmaje, da mi zakon izboljšamo. Dobili smo se z ekonomisti, dobili smo se z gospodarskimi združenji, dobili smo se z vsemi živimi, ki nam dajajo še odzive glede tega. Ne. Veliko je bilo tudi želj, da bi noter dali že popravo krivic pa diskriminacij glede dolgotrajne oskrbe. Zdaj, mogli smo tudi narediti nekje zaenkrat mejo, ker to je prvi korak, nimamo še koalicije, nimamo še vlade, a veste, in je treba počakati, če bo to uspešno šlo čez, bomo gotovo šli z naslednjimi koraki, z naslednjimi zakoni, kjer bomo pa ostale stvari lahko tudi bolj podrobno popravljali. Ključno pa je, da smo se mi že pred volitvami, v kampanji in po volitvah zavezali ljudem, obrti, podjetništvo in gospodarstvo, da bomo te stvari, ki so zdaj noter, to pomeni znižan DDV na osnovno košarico živil. Ne ponavljate, se že veliko govorili o tem zakonu. Ukrepi za zdravstvo in tako naprej, da bomo to sprejeli. Ta glavnega odgovora, brala sem magnetogram seje državnega zbora, na katerem je recimo vaša stranka opozarjala na zelo pomembno vprašanje, kako se bodo te ukrepi, ki jih oni predlagajo, financirali. Ker tega odgovora ni, ne? Je. Ste ga dobili? Bom pol povedal, ne, kolega. Ja, se v bistvu mi že skozi opozarjamo na to, da oni zdaj načeloma se obregajo ob to, da smo mi pustili milijardno luknjo, ne, čeprav tudi fiskalni svet pravi, da je še vedno to v nekem zmernem, še vzdržljivem stanju. Ja, ampak fiskalni svet je med drugim tudi rekel, da je treba zaustaviti rast plač, a ne? Ja, se v bistvu to je že drugič, da so opozorili na to, ne. In zdaj na koncu v bistvu ne razumem, kako oni poskušajo to posanirati s tem, da bi še dodatno milijardo obremenili državo. Ne? In tudi, naprimer, prej je gospod Cigler Kralj rekel, da bi poslovno okolje zdaj izboljšali, ampak ne pozabimo, ne? Si vi imate dve stvari noter. Ne? Kar se tiče SPO-cev, 2012, PIS-2, se je desna vlada v bistvu obremenila SPO-ce na način, da so vezali prispevke na povprečno plačo, ne pa na minimalno plačo. Študentski SP je kdo ukinil? Desna vlada. Vi samo popravljate oziroma boste posanirali napake, ki ste jih v nekaterih desnih vladah naredili 2012, ne vi, takrat je ena druga stranka bila noter, ampak je bila desna vlada. Ne? In isto pri dolgotrajni oskrbi, ne? Mislim, všečno je reči, da upokojenci ne bodo zdaj plačevali prispevka, ne? Ampak to bo dejansko kar velik manko noter. In smiselno bi bilo potem dejansko vprašati upokojence, ali so pripravljeni to plačevati ali ne. Čeprav, seveda, včeraj je predsednik rekel, da se ne strinja za posvetovalnim referendumom. Jaz se načeloma z njim strinjam, ne? To je v bistvu še en strošek, ki ne bo dal rezultata. Ampak res bi se mogli vprašati, od kje bomo potem dobili denar. In bilo bi smiselno, da naredimo to razpravo skupaj. Ne? Sej, že tudi Han je rekel, mi bomo nekako tudi se z vami posvetovali za take teme. Bomo šli nasproti, če bojo dobre, ampak ne na tak hiter način. In ta zakon tudi ni interventni, če smo čisto iskreni. To zdaj širši javnosti in pa laični javnosti deluje, kot da je PR-ovski stand. In če bi se mi vsi skupaj usedli dol, če bi načeloma si vzeli recimo mesec, dva, da bi sindikate še dol posedli, ker zdaj ne bojo imeli časa, verjamem, da bi bil ta zakon veliko bolj sprejemljiv za marsikoga. In tu pa ste naredili napako. Prehiter greste s tem. No, jaz razumem to hitenje s tem, da se v bistvu hoče pokazati gospodu Janezu Janši, da bodoča koalicija deluje. Ampak na račun zelo velike obremenitve države. Pri osnovni stvari se razlikujete, recimo, ne? Vi pravite izpad milijarda, vi ste zračunali na letni ravni 500 pa nekaj, če bi se uveljavil s 1.7. 370 milijonov, se mi zdi. Odkot bi torej vi financirali ta minus, ki ga bi vaši predlagani ukrepi prinesli? No, poglejte, s kolegom Gorškom se mogoče lahko v čem strinjam, gotovo se pa ne strinjam v tem, da ta zakon prinaša nove obremenitve. Nasprotno.
razbremenitve. To je namen tega zakona, razbremenitve. Ampak v zakonu piše, kakšen minus bi prinesli posamezni ukrepi. Bom prišel do tega, ampak to ni obremenjevanje ljudi, ampak je razbremenjevanje ljudi in gospodarstva. Tudi vaš predsednik Han, pa pred njim od Svobode Bratuško in tako naprej, so priznali, da so javne finance precej navrtane, da je navrtana luknja noter. In zavračam to, da se poskuša zdaj nam obesiti, da bomo te že navrtane javne finance zdaj pa potopili. Ni res, nasprotno. S temi ukrepi bomo, in to je v prejšnji oddaji, kjer smo bili skupaj z profesor Jakličem, on zelo dobro razložil. Zato, ker leva stran, leva politika gleda na zadeve zelo statično in rigidno, zaprto. Ne? Se spomnite, ki je Jaklič dobro razložil, da ko ti razbremeniš, ko umakneš državo iz določenih delov por družbe, ne, ko jo malo zmanjšaš, takrat stvar bolj zaživi, pride dinamičen model, se bojo morda nekateri, ki še razmišljajo ali pa zdaj selijo na Hrvaško ali pa drugam svoje dejavnosti, svoje ljudi, proizvodno in tako naprej, se bojo mogoče premislili, nekateri bojo mogoče prišli nazaj. Mi smo morali dati, in zato je to interventni zakon, takoj tem ljudem, ki zdajle samo gledajo, kje bi si lahko ustvarili stabilne priložnosti za svoj razvoj svojih poslovnih idej in pa svojega posla, smo jim mogli takoj dati signal, v katero smer, če se sestavimo, bo ta koalicija šla. In tu gremo v nasprotno smer od leve politike. Leva politika obremenjuje in regulira, mi pa razbremenjujemo in dereguliramo. Zato, da stvari lahko boljše funkcionirajo. Jaz se moram vse navezati na to, na ta del, ne, država se mora iz nekaterih por umakniti. Kaj pa v času kriz, COVID, ste sami takrat vodili državo. Času poplav. Se takrat tudi država umakne ali dejansko potem pomaga in tudi, mislim, mi smo imeli situacijo s poplavami. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj imamo deloma tudi navrtan proračun. Takrat smo mogli posanirati v zelo kratkem času tudi del gospodarstva. In razumem to dogmo, ki jo imamo, ne, pač v kapitalizmu država se mora iz zasebnega ven umakniti. Ampak potem tudi v času kriz pomeni, da se trg sam sanira. Ker to je vse skupek vsega, to je nek cikel. In če se umaknemo, potem isto subvencije, državne subvencije, vse ostalo, znižimo davke, ampak pa skenslimo subvencije, potem si bo trg samo pomogel ob krizah. In to nas skrbi. In tudi osebno, vse, kar se napoveduje za prihodnost, mislim, res bomo imeli problem, če bomo še dodatno... Še kratka replika, potem pa gremo naprej. Še enkrat, kolega Goršek, se lahko strinjam, ampak vi gledate zelo črno-belo. Mi smo dokazali v COVID krizi, da smo sposobni takrat pa tudi intervenirati in takrat pač država mora zaščititi najprej, kadar je ogroženo življenje, zdravje, pa potem trg dela in tako naprej. Poglejte, kako masovno smo mi takrat vstopili na to. Ampak zdaj nimamo te krize, ne? In zakaj bi mi regulirali in obremenjevali ljudi na zalogo, če nimamo? Zagotovo pa ni res, da je luknjo v javnih financah, predvsem tista poplava avgusta 23, mislim, da je bila navrtala kar nekaj ukrepov, je imela vaša vlada, ki so imeli precejšnje finančne posledice, pa niso skrbele recimo sindikate. Vaša nekdanja članica Martina Vuk je na televiziji Slovenija izjavila, da niso pomembni gospodarski kazalci, ampak socialna država, nekaj v tem smislu. To zajemno sicer ne. To seveda je pomembno. Seveda, no. Mislim, tako se človek sploh sprašuje, koliko je te ideološkosti res pri ekonomistih in pri sindikalistih. Vprašanje za politična komentatorja. Prebrala vam bom izjavo gospoda Sajovica, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda. Na levi strani govorite o velikem sprenevedanju, kratkem, jaz bi pa rekla, da je kar veliko kratkega spomina v politiki. Gospod Sajovic je včeraj dejal, da se morajo v resnici odločiti, ali so opozicija ali ne. Da je slepomišenja, sprenevedanja, prevar volivk in volivcev preprosto dovolj. Tukaj je povezano tudi s tem glasovanjem, da je gospod Zoran Stevanović postal predsednik parlamenta, pozablja se, kaj je bilo za časa tretje vlade Janeza Janše in gospodom Igorjem Zorčičem. Ampak mene zanima samo vajino mnenje. Odkot pravica gospodu Sajovcu, da bo pač narekoval, kako bo ravnala, kaj bo povedala resnica? No, gospod Sajovic je znan po tem, da poleg tantre, da vlada dela dobro, ki zdaj seveda ne pride več upoštev, včasih želi povedati tisto, kar mu predsednik Gibanja Svobode
naroči in pa pove malo nerodno. To pa je malo žaljivo, ne? Ker Zoran Stevanović je bil izvoljen. Zdaj, da se ga odvoliti, ampak ne pa, da mu nekdo sugerira, da zdaj je pa nelegitimen zato, ker se je nekaj spremenilo. Imeli smo vse sorte situacije že, Zorčiča ste omenili. Tisto paritetno načelo pri vzpostavitvi kontrolnih komisij, ki je tudi zelo pomembno. Mehanizmov, ali mislite v parlamentu? Kjer mora imeti opozicija prevladujočo vlogo v vsaj dveh tistih. To se da seveda upoštevati, ampak v dogovoru. In jaz se najbolj me spodbuja tisto, kar sem slišal prejšnje dni od predsednika SD, pa zdaj le tudi od gospoda Gorška, da se je treba pogovarjati. In tukaj moram reči, da se absolutno ne strinjam s tem, da sta tisti dve vodilni osebi v levi in desni dominantni stranki, da sta si enaki ali pa celo tudi podobni. Ne. Jaz se spomnim Janševih vlad, Janševih sej vlade. Trajale so maksimalno 1 uro. In nikomur ni padlo na pamet, da bi računal, da bo tam odpiral kakšno veliko debato, zato ker je prej steklo pogajanje. Se pa moram reči, da bojim razmer, ki so vladale zdajle, do sedaj, v zadnjih nekaj letih, ko pravzaprav predsednika vlade večinoma ni bilo v službi. Večinoma je bil kje drugje. Zdaj tudi na mednarodne obveznosti ne gre, ali pa pošle financ ministra, ki se hvali s tem, da je v Dubrovniku prebral izjavo. Ampak ta primerjava, po mojem, ne vzdrži nobene kritike. No. Gospod Ljušič, se vam zdi primerno, tako še vedno z pozicije? Treba je citirati, tle se mi zdi Popita, ki je uporabil neki izraz via fakti. In je takrat govoril o tem, dobro, oni govorijo to, ampak via fakti se pa to dogaja. Se pravi, tle imamo, kaj dejstva govorijo. Dejstva govorijo, da je resnica v vladi. Ona je vladna stranka, kljub temu, da nima ljudi v vladi. Mi smo položaj tudi, ko je bil Desus, vladna stranka, pa ni imel nobenega ministra, ali so pa recimo določili, da je Tone Grizold pol minister Desusa, pol pa LDS-a. Ali pa na take igrice so se šli. Ampak to je stranka, ki bo glasovala pri ključnih zadevah z vlado. Drugač Janša koalicije delo ne bo. Torej, to je vladna stranka. In zdaj pa, oni lahko subjektivno izjavljajo, pa rečejo, mi smo v opoziciji oziroma nismo v vladi, ker imamo samo predsednika državnega zbora, pa nismo tam zraven. To je lahko pravno formalno in tisti, ki se grejo, opozicija pod A, pod B, to je brez veze, to je tako, veste, za javno debato, ampak pomembno za funkcioniranje politike in vlade je pa to dejstvo, da bojo oni glasovali za vlado, da bojo glasovali za ministre, ko bojo interpelirani ali zamenjani in da bojo glasovali za proračun. To so ključne odločitve in to so oni vladna stranka. Kaj pa on govori? On govori za svojo volilno tele, naj se pogovarja sam s sabo, govorim zdaj o resnici. Se pravi, to je pa tudi legitimno. Veste, vi zmeri lahko vsak dan, če nimate drugega teksta, pozivate Janeza Janša naj ne sestavi vlade, predsednika državnega zbora naj odstopi, podobno kot je pred kolega Goršek govoril, pa pazite, tudi jaz sem to govoril, ko sem predsednik stranke, da bi bilo fajn, da Janez Janša se poslovi, tudi Nova Slovenija je imela to pozicijo. Ampak na koncu, veste, mi lahko to vsi govorimo, za druge smo pametni, ampak na koncu se človek sam odloči, kdaj bo šel in kam bo šel, predvsem se pa odloča glede na to v političnih funkcijah, ali ima za to podporo. In ko ne bo imel za to podporo, ali bo pa ocenil, da je nima več, pa da bi v kakšni drugi vlogi boljš funkcioniral, potem bo to naredil. Obstaja še en citat iz podobnih časov, kot ta Popitov via fakti. Stane Dolanc je enkrat rekel, v tej državi smo komunisti na oblasti. Če ne bi bili mi na oblasti, bi bil kdo drugi. Mene to spominja, da je zdaj ena taka krucialna bolečina.
posloviti se oblasti, ki je pa tako dobro izgledala. Ne? In ta travma bi bilo dobro, da se čim prej pregnoji. No, ali bo Janez Janša postal mandatar ali ne, se bo na koncu videlo, ko se bo glasovalo o njem, če se bo. Glede na to, da recimo v redakciji dobivamo maile o določenih sestankih znanih predstavnikov Gibanja Svoboda z, ne vem, gospodom Milanom Kučanom in še nekaterimi, kako snujejo pač določene pritiske na določene poslance. Govori se tudi o tem, recimo en tak primer je prišel do mene, da se pritiska na eno od poslank demokratov, da bo njeno podjetje njene družine izgubilo nek posel, če bo dala glas za Janeza Janše. Skratka, ne bo jasno po moje do konca, ne glede na to, koliko se boste vi javno zavezali, ker je glasovanje tajno. Gospod Lukšič, kakšna je to politika? Da se grozi, recimo... To je realna politika. Veste, stvari zdaj prihajajo na dan, ker smo medijsko zelo okrepljeni in se da to fotografirati in ljudje imajo čas. Veste, v preteklosti so ljudje bistveno manj časa imeli in manj aparatov, da so lahko evidentirali to, kar se dogaja. To ni nič drugače. Veste, jaz sem bil tudi, ko sem bil predsednik stranke in sem šel na kosilo z enim direktorjem podjetja, ki ga je nastavila vlada Janeza Janše in so potem rekli, Lukšič podpira tega ministra in potem se me javno, tega direktorja in potem se me javno nabijal in predsednica vlada se je celo tako obnašala, da ga ni menjala, zato ker je mislila, da ga jaz podpiram. Skratka, to je del političnega delovanja. In tisti, ki misli, da je politika takole pogovorčki, tako kot se mi zdaj pogovarjamo, brez vseh teh pritiskov, pa verjetno še hujših, o katerih ljudje niti ne govorijo. Ne? Recimo, da vam povem eno zgodbo. Jaz sem imel kongres stranke, leta 13, predsednik stranke, pride ena od televizij in naredi zvečer posnetek. A veste, o čem je posnetek? O tem, da moja žena zastruplja pacienta. In ko sem jaz domov prišel, s tem se moraš ukvarjati potem, ko si v politiki. Se pravi, in zdaj pa se odločaš, ali je družina prej, ali je ono prej, ali kakorkoli. Tako da ni lahko biti v politiki, tako kot eni mislijo, ko spremljajo samo to, kako ljudje govorijo in se kar nekaj malo hecajo. To so resni pritiski. Še zlasti zdaj, pazite, ko smo mi v Evropski uniji, v tem organiziranem sistemu, ki se mu reče kapitalizem ali kakorkoli, ampak to so resni interesi. Resni interesi, ki se jih skuša uresničiti, udejanjiti s pomočjo ne zasebnega denarja, ne tvojega denarja, ampak javnega. Gospod Dvoršek, samo na kratko vprašanje. Gospod Han je pač že dejal, da ni potrebe po neproduktivnem nagajanju. Ne? Vi ste imeli pred volitvami tudi eno slogan je bil dogovor. Ne? In gospod Han je tudi javno že dejal, da se recimo treba v nekaterih stvareh, naprimer o davkih, širše družbeno dogovoriti. Moje vprašanje je, če vas povabi recimo tukaj kolega, boste šli k njemu na pogovor, ko se bo, ne vem, pogovarjali o davkih, ali boste rekli pač ne, to pač... Seveda. Seveda. Kaj pa je smisel politike, če se mi ne bi pogovarjali o takih stvareh? Meni je to samoumevno, ja, upam, da je tudi marsikomu drugemu. Za zdaj ne kaže, da ste se sposobni pogovarjati za dobro Slovenije. To ni problem pogovor. Mislim, da s kolegom Gorškom še marsikak pogovor, pa kako kavo spila in naprej se pogovarja tudi o resnih političnih konceptih, ampak na koncu je to, kar je rekel kolega Lukšič. Real politika je pa potem pri glasovanju o rešitvah, ne? In tu pač se potem pokaže dejansko to, kaj smo sposobni pač skozi spraviti. Ne. Tu je pa pol včasih brutalno. Gospod Šter, zadnja beseda je vaša. Zračnice so napumpane. Če se jaz prav spomnim, ste mi 4 leta nazaj dejali v enem od pogovorov, da vi niste kolesarili, tokrat boste? Ne, jaz se pripeljem v Ljubljano z vlakom. No, imam pa eno vprašanje tako za tale auditorij, pa tudi za tisti širši. Naslednji teden bo zdaj neformalni dan spomina na žrtve povojnih pobojev, ki je bil ukinjen.
A se vam zdi, da je to, če se bojo ljudje tega množično udeležili in bo to pobuda, da se ta praznik ponovno vzpostavi, a je to kulturni boj, a je to poprava ene nespametne odločitve? Bi rekel, da je to pač stvar vsakega posameznika, ali bo šel na kakršenkoli tak dogodek ali pa komemoracija. Ne, politika kaj bo naredila? Če Če bo se- prišlo do te vsakega pobude. posameznika. To je, Okay. Jaz sem bil lani tam, morda tudi še prejšnja leta, v lani se spomnim, je bilo zelo, zelo ganljivo in hkrati tudi en tak moment, ko sem videl in slišal, tam ni bilo nekega, tam ni bilo niti politiziranja, niti ideologiziranja, ampak je bilo predvsem želja, da bi vedeli, a je tam tudi njihov, ne vem, dedek, prastric, kdorkoli, babica in tako naprej, prednik, in da bi tega človeka mirno pokopali ali v domačem družinskem grobu ali nekje drugje. To z ene in druge strani. Z ali ene pa in z druge vsakih- strani ja. in Slovenija pač mi smo potomci vseh teh osebnih zgodb in jaz mislim, da tu je treba poslušati, ker se je iz tega, kar je rekel kolega Goršek, pač odločitev vsakega posameznika, se je zgodilo eno gibanje. No? Jaz sem to tam začutil, ker tam ni bilo politično motivirano, niti ne politično sklicano, ampak so ljudje na svojo odločitev prišli, ampak je tam bilo nekaj večjega. Je bila tudi skupnostna dinamika in jaz mislim, da to kot politik se jaz čutim zavezanega temu, da civilizacijsko dolžnost rešimo. Ne. Meni se to zdi pomembneje od vsega kolesarjenja. Tako je. To je ena od stvari, o kateri boste debatirali. Vsekakor bi bilo dobro, da bi nehali gledati 80 let nazaj, ampak da bi pogledali 80 let naprej ali pa za krajše obdobje. Bom končala naš pogovor s temi besedami. V politiki se sprenevedanje začne tam, ker resnica postane pretežka, da bi jo priznali. Pa naj se politike sami najdejo, kakor vejo, v tej trditvi. Hvala za pozornost, če ste bili z nami, vam pa hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Hvala za Hvala za povabilo.